Lep pozdrav, sem podpolkovnik Bojan Brecelj, poveljnik 15. polka vojaškega letalstva, ki je enota Slovenske vojske, ki organizira vajo Jadranski udar 2015. Vaja je v osnovi že četrta v vrsti, postaja izredno mednarodno priznana. Letos se odvija na 5 lokacijah po Republiki Sloveniji. Vsaka od teh lokacij ima svojo tematiko. Tako imamo recimo od Sevnice, kjer imamo urbano bojevanje, pa do tukaj tega, kar ste videli tukaj v Murski Soboti, kjer se na nek način vračamo zopet k klasičnemu bojevanju, se pravi enota proti enoti. Lahko samo na tem mestu opišete to, kar se tu dogaja? Ja. To, kar ste danes videli, je se pravi tisto, kar v preteklosti, recimo zaradi načina bojevanja v Afganistanu, ni bilo tako prisotno v samem usposabljanju. Z zaključkom operacije v Afganistanu se ponovno vračamo k klasičnim, na nek način usposabljanju iz klasičnih oblik bojevanja, in to je tisto, kar ste danes videli. Danes ste praktično videli enoto v napadu in pa enoto v obrambi z podporo zračnih sil. Praktično simulira se podpora tako za helikopterji kot za letali. Je, mi še vedno pravimo, najhitrejša podpora, ki jo lahko enote na zemlji dobijo. Letala so hitra, zelo veliko ognjeno močjo in praktično so tista, ki lahko tako reagirajo. Kakšna je tu komunikacija, glede na to, da je to 14-15 držav različnih, vem, da je to v sistemu NATO? Komunikacija je angleška, tudi ne samo v NATO, tudi v letalstvu na splošno, tudi v civilnem letalstvu, praktično povsod je komunikacija v angleščini. Ne mislim samo jezik, sicer v vojaškem smislu? V vojaškem smislu komunikacija je odlična. Mogoče to je posebnost te vaje in zato postaja tudi tako popularna, ker mi tukaj ne usposabljamo usmerjevalcev ognja in zraka. K nam prihajajo vrhunske ekipe posameznih nacij, ki pa potem skozi to vajo na neki način standardizirajo postopke med sabo. To šolanje se izvaja tako pri nas doma kot v tujini. Ena od projektov, ki jih tudi vodimo v 15. polku, odnosno Slovenski vojski, pa je tudi ustanovitev regionalne šole za usmerjevalce ognja in zraka. Mi pričakujemo, da praktično gremo ves čas naprej. V tem trenutku že obstaja oddelek usmerjevalcev ognja za zraka v 152. letalski eskadrili, za katerega pa upamo, da bo v naslednjem letu prerastel to eskadriljo in formirana naj bi bila prvo nacionalna, bomo pa tudi regionalna šola. Konec konca tudi na tej vaji, če ste opazili, držav, ki sodelujejo, so praktično naše ciljne države tudi za to šolo, to so države iz regije, Mađarska, Avstrija, tudi proti Balkanu, tudi v Romuniji smo letos prišli. Kaj pa to pomeni, da je Turčija država opazovalka? Turčija je država, to pomeni praktično, mi smo pošljemo vabilo vsem državam v NATO, tem državam za PFC. Načeloma je tako, da država, ko rata zainteresirana, prvo leto se pravi, ne pošlje takoj svoje sile, ampak enega opazovalca, da se prepriča, ali je to tisto, kar lastne sile rabijo. In lahko povem, da sem se s pripadnikom turške vojske pogovarjal in mi je že obljubil, da drugo leto pridejo, če se le da, tako z usmerjevalci kot za letali. Se pravi, ocena je odlična. Vaja je konec, če naredimo črto zaključek, kako je uspela? Vaja še ni konec, vaja je še jutri in letalci nikoli ne delamo zaključka, dokler ni konec. Koliko je to nevarno? Letenje je zmerom nevarno. Mi predvzemamo vse možne postopke, ki so potrebni za zagotavljanje varnosti letenja. Pri temu pa se je treba tudi zavedati, da brez posebnih taktičnih postopkov pa potem ni pravega usposabljanja. Tako da nekje iščemo tisto mejo, ki nam zagotavlja varnost, na drugi strani pa omogoča izvedbo vsega usposabljanja. Je pa varnost vsekakor, v miru smo. Tako da poudarek je prvo na varnosti, potem pa na vsem ostalo. Morda še na kratko statistika, koliko vojakov, koliko plovil je danes sodelovalo? Danes je sodelovalo 13 helikopterjev pa 16 letal. Vsega skupaj držav na vaji, vključno za Slovenijo je 15 držav. Imamo pa 34 ekip opazovalcev, usmerjevalcev ognja in zraka, kar je v primerjavi z lansko letošnjo 2022 povečano skoraj za eno tretjino. Kako so cenjeni usmerjevalci ognja slovenske v tujini? Jaz bi rekel zelo dobro, odlično.
To ne nazadnje dokazuje tudi dejstvo, da mi smo v vsakem kontingentu slovenske vojske v Afganistanu imeli tudi usmerjevalca ognja in zraka, ki so dobili NATO kolsaj, kar pa pomeni, da so lahko usmerjali brez kakršne pomoči ali nadzora letala NATO, ki so bila v tistem trenutku v zraku. To je za nek način na profesionalnem področju največje priznanje, saj te NATO zveza kot takega prizna za sposobljenega in usposobljenega za delovanje v resnični operaciji. 41 letalnih helikopterjev ima slovensko vojno letalstvo, koliko od tega je namenjeno samo šolanju in koliko bi se lahko teoretično sploh udeležilo nekega spopada hipotetično? Govoriti hipotetično bom jaz rekel tako, mi poznamo še izkušnje iz naše ne tako dolge zgodovine, ko se je praktično uporabljalo vse, kar imaš v tej obrambi, ampak če gledam tako, mi od vseh 41 praktično večina je dvonamenskih helikopterjev uporabljamo tako za usposabljanje kot za namenske naloge. Letala uporabljamo tako za usposabljanje kot za namenske naloge. Tisto, s čimer smo sodelovali do sedaj v operacijah, so bili predvsem helikopteri, SFOR v Bosni in Hercegovini, KFOR na Kosovu. Smo pa pripravljeni iti tudi z Pilatusom. Pilatus konec koncev za zmogljivostmi, ki jih ima, zelo dolgo zmožnosti ostajanja v zraku, da lahko se izkoristi v različne namene. Vse vojske ne delamo samo, ne rušijo, ampak še marsikaj delajo. Ampak slovenskega zračnega prostora pa ne morejo varovati, ker še zmeraj poslužujete pomoči drugih vojsk. Jaz bi rekel, da se ne poslužujemo pomoči, ampak v sklopu NATO, ker je en zračni prostor, praktično sodelujemo v operaciji NATO zaščite zračnega prostora NATO članic. Tisto, za kar pa mi lahko varujemo, glede na oceno groženj v tem trenutku ne izvajamo v polni ves čas 24/7, pa je z Pilatusi tako imenovane počasne grožnje. To so mala, lahka letala, ki jih praktično tudi radarji na večjih višinah težko zaznajo. Konfiguracija oblika Slovenije je taka, da praktično na vsakih mejah, razen na tej, imamo neke hribe, kjer nihče ne ve, kdo in kako bo prišel. In za rečemo počasna ta športna letala je Pilatus celo boljši. To smo imeli in to smo probali tudi pri raznih pomembnih dogodkih, tako recimo, ko je bilo srečanje na Pušpoti, so Pilatusi bili vključeni in so aktivno sodelovali.